Ta konec tedna je pri osnovni šoli v Šentvidu pri Stični potekal 43. tabor slovenskih pevskih zborov. Gre za najbolj množično zborovsko srečanje pri nas, ki se ga je letos udeležilo več kot 110 zborov iz Slovenije in drugih držav. Rdeča nit letošnjega srečanja so bile pesmi o rožah. Letošnja tema tabora je Vse najlepše rožice. To je po eni ljudski štajerski pesmi, ki jo je za moške zbore priredil Emil Adamič. Kot ste opazili, vsako leto je ena tema. In letos so rožice, Slovenci imamo veliko pesmic, ki opevajo rožice take in drugačne. Pesmice so znane, niso prezahtevne. Take tudi zbiramo seveda, ker je kvaliteta teh ljubiteljskih zborov je zelo različna in moramo najti nekaj, kar za najbolj skromne ni pretežko in za najboljše ni predolgočasno. Pod vodstvom dirigenta Igorja Švare so zbori zapeli 18 pesmi o rožah, pa tudi pesem Slovenska dežela Benjamina in Pavca. S pesmijo Če zapojemo veselo pa so se ob 100-letnici rojstva spomnili na mojstra Bojana Adamiča. Mimogrede povem, da je Bojan Adamič pred mnogimi leti sodeloval z pevskim taborom, naredil je tudi eno svito, ki jo je tudi sam oddirigiral. In smo nekako skoraj dolžni, da se mu posvetimo. Zelo smo veseli, da je tudi prišel v okvir pevskih zborov. Za eno leto je tudi oče tukaj dirigiral, ker cilj letošnjega projekta je bil res to, da ga predstavimo zelo široko, na katerih področjih je sodeloval. In taka stvar, kot je ta 43. zbor, je res zelo velika in velika čast za nas, da so izbrali njegovo pesem Če zapojemo veselo. Priprava programa je potekala skozi vse leto, pri tem pa sta bila ključna 2 seminarja za zborovodje. Kjer zborovodje seznanimo s programom in z načinom izvedbe tega programa. Potem seveda zbori to v okviru svojih možnosti študirajo in na vsakršnem taboru se vidi, koliko so bili pridni in koliko niso bili pridni. Letošnji slavnostni govornik je bil visoki predstavnik Evropske unije za Bosno in Hercegovino in slovenski kulturni delavec z avstrijske Koroške Valentin Incko. Ja, letos se spominjamo 70. obletnice izseljevanja koroških Slovencev. In če pomislimo, kako so se tam držali naši ljudje, kaj jih je tam držalo po konci, sta bile to vedno 2 stvari, zaupanje v Boga in domača slovenska pesem. In ona jih je res povezovala v taboriščih, tako kot povezuje slovenska pesem danes tudi vse kontinente. Ravno smo imeli obisk iz Argentine, iz Buenos Airesa, pevski zbor San Justo in vsi pojemo isto pesem, ali smo veseli, ali smo žalostni. To je nekaj najbolj intimnega, kar imamo Slovenci in to nas vse povezuje, kjerkoli smo po svetu. Sicer pa je prireditev izrednega pomena tudi za lokalno okolje. Šentvit je zdaj že v koreninu ta tabor. Šentvit je njihov, Šentvit je taborski in to ni potreba več tako, da bi euforično kazali nagnjenje do tega tabora. Ampak vsakdo že ve, kaj mora postoriti, da bo tisti prišlek, da bo tisti pevec, ki je sestavni del programa, ker pevca moramo vzeti, da se pripravi, strokovno pripravi, da se oblikuje pesem doma in tukaj skupaj lepo zapeta z dirigentsko, enovito dirigentsko roko. Skratka, vsi smo na nek način organizatorji. Raziskava francoskega ministrstva je sicer pokazala, da je Slovenija prva država v Evropi na področju zborovske glasbe. Ta analiza je pokazala, da so slovenski pevski zbori na evropskih tekmovanjih dosegali najvišje nagrade, zato smo dobili letos tudi v organizacijo Grand Prix Evrope. Pred 2 meseci je v Mariboru bilo finalno tekmovanje evropskega značaja in tudi od meseca maja imamo v Sloveniji Evropsko pisarno, sekretariat za področje zborovske dejavnosti, tako iz Slovenije usklajujemo vsa evropska tekmovanja. Do sedaj je bil ta sekretariat 20 let v španski Tolozi, izvoljena je bila Slovenija, tako da upravljamo tudi to pomembno nalogo. Ob tej priložnosti so na taboru podelili priznanje Francu Gorniku, zborovodji, dirigentu in nepogrešljivemu članu programske komisije tabora, v kateri dela že več kot 30 let, in domačinki Anici Volkar, ki pri taboru prav tako sodeluje že več kot 30 let.